Dobro jutro iz Maribora, Valentin tukaj. Danes sem vstal malo kasneje kot običajno, ker sem zgodaj zjutraj imel še izobraževalno konferenco. Zdaj je ura že 8 in vidite, da že precej sonček sije. No, danes bi govoril o tem, zakaj človek postane utrujen in zakaj potem spimo. Potrebno se zavedati, da obstajata nekako dve komponente utrujenosti, dva načina utrujenosti. Ena je umska utrujenost, druga je pa fizična utrujenost. Človek je nekako sestavljen iz treh delov. Torej, nekaj je tisto, kar smo mi kot živo bitje, lahko tudi temu rečemo duša, ampak duša tehnično korektno je bila nek drugi konstrukt, ki je bil v zadnjem času spremenjen. Torej, poleg tega, da smo mi v tem telesu kot živo bitje, obstaja še fizično telo kot samostojni organizem, ki samostojno deluje, diha, utripa srce, celice se razmnožujejo. Potem je pa še tretja komponenta, ki se mu pa reče oziroma mi temu rečemo umsko-zavestni sistem. Danes ne bom šel v podrobnosti, kako so se vse od teh treh komponent razvijale in integrirale v zgodovini stvarstva. Predvsem bi se osredotočil na razlago, kako nastane utrujenost. Torej, večina ljudi ne opravlja težkega fizičnega dela skozi dan, zato se telo nič kaj dosti fizično ne utrudi. In bi bilo dovolj, če bi počivali samo nekje tam okoli 2 urice na dan. Druga utrujenost pa pride iz mentalnega, umskega dela, od razmišljanja in večinoma nas to izčrpava. Kajti kot energetski sistem potrebuje energijo in energija se seveda proizvaja iz fizičnega, iz materije. Človeški črpa življenjsko silo iz fizičnega telesa, zato da lahko proizvede energijo za sebe, za svoje delovanje. Torej, bolj ko uporabljamo bolj ko generira energijo, več življenjske sile se posrka iz fizičnega telesa in posledično čutimo utrujenost, izčrpanost. In je nekako dimenzija, je neka vrsta virtualna resničnost, ki nam omogoča domišljijo, razmišljanje, potovanje v preteklost, v prihodnost. Obstaja pa neka dimenzija, ki se reče ta trenutek, sedanjost. In fizično telo je del sedanjosti, je tukaj in sedaj. Ko gremo v se pa ločimo od tega trenutka, od te realnosti, fizične realnosti v tem trenutku. Zato smo lahko hkrati samo na enem mestu, ali smo tukaj v tem fizičnem telesu, ali smo v In več, ko smo v več energije potrebujemo iz fizičnega telesa, da razmišljamo, ampak mi lahko delujemo tudi brez, da bi razmišljali za fizičnim telesom v tem trenutku. Jaz sedaj recimo hodim in ne potrebujem zato, da bi razmišljal o tem, a moram za levo nogo premakniti ali desno nogo, moram odpreti usta, govoriti in tako naprej. Vse to počne človeško fizično telo avtomatično. In če sem pozoren na svoje dihanje, delujem iz sebe, iz fizičnega telesa ali lahko temu tudi rečemo iz fizičnega potem me ta dejavnost ne izčrpava, ne uporabljam svoje življenjske sile. Če pa zraven razmišljam, če me skrbi,
o raznih stvareh, potem grem pa v in potem pozabim na svoje fizično telo, z njem začne upravljati moja podzavest in uporabljam življenjsko silo iz fizičnega telesa, zato da se generira energija za delovanje in posledično čutim umsko izčrpanost. Zato, da se ta umsko-zavestni sistem regenerira, vsak dan pa se potrebuje bistveno več časa za počitek. Torej, manj ko uporabljam manj ko čez dan razmišljam in bolj ko delujem iz sebe, iz fizičnega telesa, iz tega trenutka, manj potrebujem spanja, ker manj sem utrujen. Zato je fino, priporočljivo je čim bolj se vsak trenutek osredotočati na svoje lastno dihanje, biti pozoren na svoje dihanje, ker sam akt pozornosti na dihanje je orodje, za katerim lahko vsak človek zasidra pozornost v tem trenutku, se nekako prizemlji in na ta način lahko veliko bolj učinkovito funkcioniramo. Evo, toliko za danes, da ne bom predolg. Oglejte si še povezave do spletnih virov informacij, ki jih bom napisal v opisu tega videoposnetka. In nasvidenje zopet do jutri. Čau, čau.